Dober dan. Pot do sem je bila v redu. Dež, ne? Fajn nam bo, vsaj avtomobile fajn napravili. Zdaj, ki je ta cvetni prak. Zdaj le te dni se bo v teh krajih kar dogajalo, oziroma se dogaja. Moje se vsi domačini čudijo, kaj imajo zdaj? Tlele, da se avtomobili spet trumoma vozijo sem, tako kot v starih časih, ki je bila tlele ena taka diskoteka, ki sem da vsi hodili. Jaz nisem, ker sem verjetno rojevala, ali pa sem bila noseča, ali pa kaj, tako da se ne spomnim tega obdobja. Skratka, dobrodošli. Kar nekaj se nas bo danes izmenjali, ki vam bomo v bistvu delili zelo podobne misli. Ampak glede na to, da smo ljudje zelo različni in da vsak sliši samo en košček nečesa in da vsakdo od nas sliši samo tisto, kar ne rab slišati tisti hip, je čisto vseeno, če nas je 16 in govorimo iste stvari, ampak vsi jih bomo povedali z različnimi besedami in na različen način. Svet je namreč tak, kakršen mi verjamemo, da je. In tukaj recimo so 3 kozarčki in na teh kozarčkih piše, da je eden pravi, da je napol prazen, eden, da je napol poln in ta tretji pravi, jaz sem pa lulanje. Vsi 3 kozarčki na pogled zgledajo čisto enaki, ne? Ampak vsak od njih misli o sebi, da je nekaj drugega. In tako kot, da se navežem na to, kar sem rekla prej, tako kot danes bomo govorili zelo podobne stvari, ampak v bistvu bomo vsi slišali čist nekaj drugega. Zato, ker zakaj te 3 kozarčki, ko so na pogled čisto enaki, mislijo tako drugačne stvari v sebi? Zato, ker v sebi nosijo različna prepričanja. No. Prepričanja so kaj? Prepričanja so naše misli, ki smo jih mislili dovolj dolgo, da so postala naša prepričanja. Katero prepričanje je v vašem okolju ali pa v vašem življenju ali pa v našem življenju, da ne bom sebe zdaj kaj izvzemala slučajno, tako najbolj tipično. Najbolj jaz mislim, da je sicer slovensko, čeprav sem se pogovarjala s tujci, pa pravijo, da ni samo slovensko, da je vse splošno. A veste, kjer je najhujše prepričanje, ki nas fentava od jutra do večera? Tudi ta, da mi gre sosed na živce, ampak to, kaj si bo sosed mislil? Kaj si bo pa ljudje mislili? Kaj bo pa drugi rekli? To je eno izmed najbolj pogostih prepričanj v našem okolju. In to prepričanje nam vsem velikrat onemogoča, da bi mi poleteli na svojih krilih. In to prepričanje je meni, ali pa eno od mnogih, med drugim tudi to, je meni onemogočalo, da poletim do svojih sanj. In moje sanje so bile imeti moža, pa 2 otroka, pa službo, pa hiško. Imam hiško, zaposlena sem v svoji firmi, imam pa 5 otrok namest 2, pa 2 moža, bivša, namest enega. Vse narobe. Kaj to pravi, da Podviška glava ne bo. In res je, nič ni narobe. Nič ni narobe.
besede, a ne? Kot so vredni smo več, kot mislimo, da smo vredni. Sposobni smo več, kot verjamemo in mislimo, da smo sposobni. In če pogledam svoje življenje, jaz sem na nekaterih področjih svojega življenja verjela v svoj uspeh in sem verjela, da sem sposobna in sem zmer znala nastopati pred kamero. Sem imela tremo, ampak sem jo zmagala in juhu. Jaz sem vedno vedela, da tudi če me bo 3000 ljudi poslušali, da meni ne bo nič, da je meni to ful dobro delati. Ampak, ko sem prišla do tistega segmenta svojega življenja, kjer piše odnosi, kje sem bila pa tam in zakaj sem bila tam, kaj je zdaj ta samopodoba in ta moja vrednost, ki jo jaz nisem našla v svojem življenju? Zakaj se je meni zgodilo to, da sta bila moja prva otroka stara 2 pa 3 leta, pa sem se razšla s prvim možem? Pa sem potem se opogumila imeti še ta drugega moža, imela z njim 3 otroke in se trudila na smrt, da bom dobra žena, da bom dobra mama in hkrati seveda, da bom imela svojo firmo, da bom nekaj zaslužila, pol, da bom še vsaj približno bila zdrava, pa da bom dobro izgledala, ne? Pa da bom imela doma pospravljen, če pa ne, vse stvari urejene, če kdo na obisk pride. A vi vidite, koliko jaz zdaj naštevam? Koliko stvari? Spomnim se po drugi ločitvi, ko sem sklenila nekaj narediti, ne, da moram zdaj nekaj narediti v svojem življenju, da takle padec, da se loče, to je grozno, ne, to je bil poraz totalen zame. Ko sem bila na vrhuncu svoje slave, sem bila na nekih duhovnih vajah, lepa ke slika takrat. Hodila sem na fitness 2-krat na teden, ko sem pač imela tako vdajo, da sem skozi bilene oblekce, pa sem mogla biti natrenirana. Imela sem, ne vem, 7 kg manj, ker zdaj mišice v nulo, lak v nulo, stilisti so me rihtali na televiziji, oblačen frizer, ko sem imela svojo maskerko. V bistvu, tako sem bila kakor ena zvezda, bi zdaj človek rekel. Ne? In vsi so mi govorili, koliko sem fajn, pa koliko sem v redu, pa koliko dobro izgledam, pa koliko in sploh. Ampak, ko sem prišla na te ene duhovne vaje in sem mogla pred vsi, je bila to naloga, da stopaš pred te ljudi in rečeš, lep sem, ali pa lepa sem, tako, na glas. Jaz tega nisem mogla reči. Jaz nisem mogla tega reči. Itak so se vsi smajali, ker sem mislila, da se hecam. Pa sem se še bolj jokala. Ker nisem mogla tega reči. Ker sem mislila, da je to, da nisem obdržala svojega odnosa, moj tako hud poraz v življenju, da nisem vredna, da rečem, lepa sem. In ko sem se poročila še enkrat, imela 3 otroke, potem z možem, tedanjim, sem se seveda trudila obdržati zakon. Normalno, a je normalno. Valjda nam zdaj še enkrat, a ne? Ja, ne? In sem se tako grozno trudila, da si mož drugo umislil. Ja. In ko sem jaz videla, kaj se je zgodilo, jaz nisem rekla, mater je on smotan, ali pa ne vem, kdo je smotan. Jaz sem rekla, kako moram biti jaz grozna, še zdaj se nisem dosti trudila.
Pa čeprav sem zvečer crknjena v posteljo padla, pa čeprav nisem, ne vem, a se še kdaj sploh, nič, nikamor nisem šla. Itak sem otroke vlačila skozi sabo, ko sem jih dojila po ne vem koliko, vse 2 let, pa ne vem koliko, skozi imela enega nekje priklopljenega, enega v vozičku sem ga guncala, z uno roko sem pa lačike pekla, pa še po telefonu sem pa biznis delala, ne. Ja sem imela firmo, ja sem mogla, ne, kakšna porodniška. Tiste, ki ste samo zaposlene, veste, kako je to. Jaz sem se trudila ful. Kaj sem dobila v zameno? Ne? Kaj sem dobila v zameno? In moje vprašanje takrat je bilo, pa dober, kako ne se jaz trudim še bolj, ker če se sam še malo bolj trudim in poskusim potruditi sam še mečkrat bolj, ne bo me pa fašlok. 3-krat sem šla pumpat vodo iz kolena. Prijem k doktorju, mi spumpa vodo, prav, gospa, počivati morate. Sem kaj, ja, sem vzela enega otroka v mogoče, pa ta drugega, šla grem počivati, ja. Nisem si mogla modrca zapreti, zato ker so me tako rame bolele. Hčera, ta starejša mi je pomagala, da sem se oblekla. Jaz sem grutala, kako naj se trudim še bolj? Ne moram se truditi še bolj. Kaj mi je moj telo hotel povedati? Hotel mi reči, hej, ljubica, pa daj ustav konje, pa ne vidiš, kam tole gre. Ne, nisem hotel videti. In ne glede na to, da sem imela svojo firmo, da sem še vedno delala relativno uspešno. A mislite, da sem se jaz počutila uspešno v svojem življenju? A mislite, da sem bila srečna? Ja, saj sem bila, ker sem videla, da so otroci lepo oblečeni, da niso umazani, da so polikani. Ne? To vsako mamo osrečuje. Itak. Pa, ko sem pospravila tiste pol ure, ki je bilo pospravljeno, preden so otroci dan prišli, sem tudi bila srečna. Ne? Ampak, kje je bila moja samopodoba in moja vrednost? Je pa ni bilo. In moje najboljše spoznanje iz tega obdobja je to, in to velja ne samo za moje odnose, intimne ali pa neke čustvene, ampak za vse odnose, ki jih imamo in za življenje naše nasploh. Najboljše spoznanje je to, kakor jaz ravnam s sabo, je, kot bi napisala navodilo za uporabo, ga razdelila ljudem in rekla, no, takole se ravna z mano. In jaz sem pisala moje navodila za uporabo v mojih intimnih odnosih in v tem mojem čustvenem življenju. A ne, sem pisala navodilo za uporabo vsem moškim, da grdo ravnajo z mano. In itak, da sem potem naslednjih 5-6 let hodila po svetu, misleč, da so vsi moški pezdeti. In da so vsi taki, a ne? A je to normalno? Je, ne? Nič me tako gledati izpod čela, ker zdaj ne mislim več tako. Kaj vam hočem povedati? Hočem vam povedati, da na naših poteh, odkar se mi rodimo, mi iz okolja, ne, pridobivamo informacije, do nas prihajajo misli, vzgoja naših staršev, v šoli, župnik, beremo, kar smo prebrali, pa kar smo na televiziji videli. Vse to se zapisuje v nas in vse to postaja del naših prepričanj. In če se zdaj vi spomnite, kolikrat, ko ste bili majhni, ste slišali svoje starše,
da so vam rekli, ljubica draga, ali pa ljubček naš zlati, ti si eno ful čudovito bitje, ti si lep, ti si lepa, ti si pametna, ti si pameten, ti si enkraten, iz tebe bo, kar boš hotel, kar boš hotla. Pa se vse, če imaš kakšno dvojko tam spričvalo. Mi imamo tebe brezpogojno radi, ne glede na vse. Pa kaj pol, če imaš tiste smrdljive superge tamle kar naprej. To nič ne govori o tebi. Jaz vem, da si ti eno čudovito in sposobno bitje. No in kolikrat smo slišali, ne, v naši mladosti stavke kot so. Pa dober, kolikrat ti pa mogla še reči, da ne pušči teh smrdljivih superg klele? Ja, jaz ne, si naumna ali kaj, jaz ne vem, kaj s tabo. Pa kdaj se boš to navadila? Pa, a se nisi mogla malo bolj potruditi, da bi dobila tisto štirko ali pa še kaj več? Jaz ne vem, ali si od poštarja ali smoja, ampak oprosti, jaz sem bila pa malo bolj pridna, pa malo bolj sposobna, ampak tole, pa ti, to je pa višek, to je pa groza. Pa kako si se spet zrihtala? Pa kaj ti spet, kako si tisto polico pospravil tamle? 100krat sem ti že rekla, kako moš, pa ne odlagi mi teh štumfov, kaj pa, no, česa smo bili deležni več? Tega dela, ne? In tako, kot pravi Milivojević, to je Srb, psihiater, on pravi, kakšna je razlika med vzgojo slovenskega pa srbskega otroka. Ko srbski otrok prime svinčnik prvič, malo pobarva po listo, ne? Tako, se veste, krminca v spod listo, še storga. Prav, cel sorodstvo na pa sine, pa vidi, ko Picasso se rodijo, pa In potem je Janezek, tudi nariše, pa pride ta mama, pa ata, pa, Janezek, sej lepo, ampak ne tako držati svinčnika, veš, takole moraš prijeti, pa drugič samo do črte barve, ne čez črto, do črte. Kakšno sporočilo dajemo mi svojim otrokom? Kakšno sporočilo smo mi dobivali? Nas so skozi malo popravljali. A nam je kdaj kdo rekel, da smo mi okej taki, kot smo, pika. Pa tudi, če ga serjamo, da smo okej taki, kot smo. Skozi nas nekdo popravlja. A je res? In ko te nekdo skozi popravlja, ja seveda, dobiš občutek, da tako kot si neki ni čist najboljš. In potem imaš občutek, da moraš malce popraviti. In kaj začnemo delati? Začnemo navzven, zdaj govorim predvsem za punce, postanemo pridne punčke in smo ustrežljive do amena, same petke v šoli, vedno pozdravljamo sosede na hodniku, dober dan! Zato, ko bo pol soseda mogoče rekla naši mamici, koliko je pa vaša lepo vzgojena, in mami rekla, seveda, smrkla, saj nas ne bo pohvalila v bistvu mama pol, ampak vse, In potem, ko smo velike in imamo može, se moramo truditi, da bojo naši može videli, da smo mi v redu, in potem se trudimo v službi, zato, da bojo videli, da smo sposobne, in da smo dosti dobre. In punce se ne smemo jeziti. Punce, ko smo bile majhne, se nismo smeli jeziti, lahko smo jokale. Fantje, ste pa lahko si jezili, niste smeli pa jokati. Pa je res. Kaj se zdaj tle dereš, pa cmizdiš, kaj ena baba, ali kaj, daj nas, dec ali ni zdec. A imate to v šesi, še tak stavek. In seveda, rastemo s takšnimi in podobnimi vzorci, a ne? In z mislijo na to, da tak kot sem nisem dovolj dober, neham verjeti vase, neham verjeti v svoje sposobnosti, neham verjeti v to, da jaz lahko postanem v življenju kar čem, da jaz lahko dosežem kakšne sanje. In ko ste bili majhni in ste rekli, fantje, jaz bom pa raketa šofiral,
je rekel, jaz ne, boš, ja. Nauči se ti, da nauči takole, ka jaz, ne, cel življenje tamle, ne vem, kje je delo, da boš vsaj, ne vem, kakšen ekonomist ali pa pravnik. Zato, ker seveda mi nismo dobili te spodbude iz našega okolja, se še zdaj, ko sem jaz se odločila, da bom končala knjigo in jo napisala in izdala, in so me rekli moje prijateljce, pa ko, v samo založbi boš izdala, pa to je to, pa ful riskantno, kaj pa če ne boš prodala? Pa so moje prijateljice. Hočem reči, nikdar nismo bili prav zelo veliko enih spodbud v tem smislu deležni v svojem življenju. In zato seveda, zdaj kaj kriza, ne, ful je kriza, pa kdo si upa zdaj službe takole menati? Ni mi fajn ta služba, bom zamenil. Ja, da to rečeš tam enemu, a ne vem, doma ali pa enemu prijatelju, daj, tle ni fajn, bom šel eno drugo, bom to pustil. A imaš še kaj drugega? Ja, nimam, še sam ne moram več, pa ono kepo imam. Pa si ti znoril? Moraš zdaj službe kar takole pustiti, pa veš, kaj je to? Zato, ker imamo ta vzorc, da se ne more, da se ne da, ali se pa nas podob, ne? A kako že tist, vse, kar je dobro, je nemoralno, se ne sme ali pa redi. Ali to je Garfield ali kdo rekel. Skratka, 80,000 nejev v povprečju dobimo do 5. leta starosti. In pol naj mi verjamemo, da ne bomo poleteli v svoje življenja. In mi ne moramo verjeti v to, da je življenje lahko lepo, lahkotno, da je življenje lahko igra in tako naprej. Jaz tudi nisem verjela, ker sem se matrala. Jaz sem se matrala biti dobra žena in še boljša mama in v službi profesionalna in kjerkoli klinc je imel 5 minut časa, ki me je prosil, Saša, a bi ti, ne vem kaj, ja, seveda bom. Ker ne znamo reči, ne bom. Zakaj ne rečemo ne? Zato, ker nas je strah, kaj si pa pol mislil? Pa bo pa govoril, da sem taka, pa onaka, pa naj kažem. In jaz sem v enem mesecu šla na 2 stvari, od katerih sem nekaj zaslužila, pa na 6 stvari, ki so bile dobrodelne. Ker nisem znala reči ne. In najboljše je to, ker ne znamo reči ne, da greš nekaj delati za nekoga slabo voljo in si jezen nase, da nisi rekel ne, a naredimo s tem res kaj dobrega? Nič. Ne? Tole dela pa ne dela. Ok. In v samo podobo pa še samo spoštovanje, pa samozavest. Ta samozavest je blazno precenjena oziroma v naši družbi eno tako negativno konotacijo. Tale pa je samozavestna. Ne? A pa tale pa ima en tak negativen prizvok. In to, da je nekdo samozavesten, ne pomeni, da zdaj mora pa takole hoditi. A ne, okoli? Pa z avtom se pripeljati čist pred lokala, pa s motorjem, pa še polkar malo, da se ga ja vidi tam, ne? Pa v službi je najpametnejši, vse ve, vse odgovore na vsa vprašanja in če kdo kaj odgovarja, pa le, ti pojma nimaš, mislim, kaj pa ti govoriš, ne? To ni samozavest. Tak človek kaže točno to, kar bi rad imel, pa nima. Taki ljudje, ki so najbolj napetelinjeni na ven, so najmanj samozavestni v resnici. Tako da to naj vam bo pomoč, ko boste srečali kakšne take ljudi, a ne? Da si boste mislili,
da boste vedeli, kaj je v resnici tam v zadnjih. In samozavest je to, da zavedanje te moči, ki jo imam jaz v sebi, da ko mi bo nekaj šlo dol in bom upadla v eno luknjo, da jaz najdem tiste štenkce, po katerih lahko preplezam gor. To je pa samozavest. In danes boste še dostkrat slišali te stvari. Da vsi ta največji ljudje tega sveta, noben ni šel njegov pot sam gor. Vedno so imeli padce. In več padcev, ko imaš v bistvu, ne se kako reče v tist, kar me ne ubije, me utrdi, ali ni? En tak rek. In ko se znajdemo spet v tisti buli dol v luknji, sam ne obupati. Sam ne obupati. Zato, ker tudi to velja, da vedno nam je naložen toliko, kolikor lahko nesemo. In jaz imam na coachingu eno punco, ki ima 7 otrok in možaka jo tepu, pijanc. Ona je za vse skrbela, za kmetijo, za vse, mislim. In sem rekla, in prav, jaz ne vem, jasno, in tako slaba samopodoba. In sem rekla, ti sploh ne veš, koliko moči imaš ti v sebi. Da je tebi toliko naloženega, to pomeni, da si ti kakojn, pa kad 10 kojnov si močna, sam ti sploh ne veš. In ona je najdla to moč v sebi. Je najdla in se odselila, in da se ločuje in živi. In tista moč se zdaj počas preobuja v njej in to tako lepo gledati enega takega človeka, ki dojame, čakaj, koliko sem jaz v redu. In če ti eden cel življenje govori, da nisi v redu in kaj vse je narobe s tabo, ko ti dojameš, zakaj ti je ta človek to govoril? Zakaj? Ali pa bom rekla tako, predstavljite si situacijo. Ste na plaži. Morje, galebi, malo pihlat, kot da ni ful prinroče. Spod pod ritjo imate tako bolj debel, da vas oni kabli ne žulijo. Skratka, fant je še eno pivo, malo zlomnimo, ne? In bolj gre mim ena ženska, ki ima tako rit. Ne? Gre mim vas. Kaj mislite? Če ta človek, ki tam leži in uživa, reče, mater, ne? In on ga zraven, ti pa si, košno ritma pa tale. Ali pa, ko gre ta gospa z ritko mim, ne? Ta tudi trzne ne, pa naprej uživa v nekaj lebe, pa Kjer ima dobro samopodobo? Ženska, ki jo briga, kakšno ritma je. Ampak ta drug. Ker nekdo, ki ima dobro samopodobo, razen če so to hude, da so za pogledati, pa da si misliš, a ne? Ampak nekdo, ki ima dobro samopodobo, ne bo nikoli rekel, kakšna ti si pa, kakšna si le. Ker ta prst, ki ga ta človek uber proti vam, kaže kam v resnici. Ne? Takole. Problem je v tem, da mi tega ne vidimo takrat. In ko vam nekdo skozi govori, mater si, ne vem, lena ali pa površna, dajte se vprašati, kaj je odzad. A je to res konstruktivna kritika? Ali je mogoče to tist efekta, veste, ko stopiš na enega, pa pol ti malo več izgledaš? Ne? Ali ta človek, ki vam to govori to iz svoje konstruktivne kritike, ali hoče
sebe dvigati na vaš račun, ker ste vi predobri in vas je treba malo potlačati. In vsakič, ko vam bo kdo rekel, da se nekaj ne da, to je pa nemogoče. No, zdaj pa kriza, zdaj pa ne. Pa kaj to sanjaš, neko podjetništvo, pa daj no, ne vidiš, kako je. Vsakič, ko boste slišali, ko se boste odločili za eno pot, za ene sanje, da greste proti njim, vsakič se vprašajte, ko boste slišali kakšne te besede, kaj je tam odzad? In čigavi strahovi so v resnici tam odzad? A je to res vaše? Tisto, kar vi čutite, ali pa mi, kot neki, da prihaja sledno, da je uno, ko imate eno idejo, ali pa eno misel, ali pa eno željo, pa ne zato, ker je zdaj moderno to, a ne? Jaz vem, je bilo zelo moderno, da so se iz mesta odselil na vas. In to jih je ful se odselili. In potem so zdržali 2 leti in so se odselili nazaj v Ljubljano. Zato, ker je bilo moderno, ne, malo van iz Ljubljane je, ampak če to ni tist, kar ti čutiš od znotri, da bi, pa ne. Pa to ni to. Pa to ni moja srčna želja. In ko začutim, da je ena misel ali pa ena ideja, da mi tle not naredi, znam drugač pokazati oziroma povedati, potem je to. In potem ni ovir, da ne bi mogli priti do tega cilja. Pa če vam cel svet govori, da ste naumni, da je nemogoče, da se ne da, da ste prestari, a ne? Bog nadaj, da bi kakšne take kozlarije poslušali, tle mi trije, ko smo nad 20. A ne? A ja, pa še vi gospa, ja. 22, ja. In kako, a ne, kako od tukaj pa do tja, do tistega mojega cilja, je pot in so koraki in o tem boste danes še ful slišali, zato ne bom jaz zdaj o tem govorila. Jaz bi za konc, ker po moje že 15 do 6. Aha, super. Bi vam na hiter par besed o tejle moji knjigi, ki jo Tomaž omenil. A veste, zakaj jo še ni prebral? Zato ga nisem v časa in to ni zgovor. Ne, Tomaž. En teden jo imam, Ne, Tomaž. tole samo organizacijo ni šlo res ne. Aha, no, preden povem, zakaj Tomaž še ni prebral knjige, ker to je čist brez veze zdaj, kar je govoril, ne? Vam bom dala okrog papir in tist, ki želi dobiti eno med... Čak, da prvo moram povedati, kaj vam bom poslala. Jaz sem posnela eno tako... En posnetek sem naredila, ki ni meditacija, no, ni, ne, tako, ampak je v bistvu ena taka motivacija, ki vas malo, ne, ena muskica je in pol, no, življo, kako si, kam imaš usta obrnjena gor ali dol, a ne, dolno malo se dvigan, malo to, ne, malo ena taka motivacijski posnetek, potem je pa ta glavna finta tega, posnetka pa to, da sem pod mejo slišnosti, torej, a ne, toliko potih je, da mi odrasli ne slišimo več, otroci pa to še slišijo in temu se reče subliminalna sporočila. Sem torej od spod potih posnela izjave, kot so vreden sem, vredna sem, lep sem, lepa sem, zaslužim si obilje, zaslužim si imeti dobre odnose, ne, take pozitivne ck, in tega sicer mi z ušesi ne slišimo, ampak sliši pa naše nezavedno. In to imate lepo v avtu, in kaj kakšna trapasta muzika, ali pa kaj so poročila, kaj Bog da jih gledati pa poslušati, ker to je poboj za človeka, ne, za njegovo dobro voljo. Dajte raš ta posnetek noter in a ne vas bo dvignil.
In tisti, ki želi to dobiti od mene, mu bom poslala po mailu dostop do tega, pa napišite ime, ni treba priimka, pa nač, sam ime, pa mail, pa sam podpišite se, da me note pol jutro ganjali, kaj si to poslala? To, da lahko reče, pa evo, nisi to poslala, baza, No, skratka, to meditacijo, oziroma ta posnetek sem pa naredila, pa v bistvu zato, da si človek pomaga, ker najbolj je težko, vi veste, da je težko biti skozi dobre vole, res. Da imamo ful situacij, ko padeš. In kadar smo mi slabe volje, kadar se ne počutimo dobro, kakšne so naša ravnanja takrat? Pač temu primerna, In če mi ne ravnamo iz neke dobre vole, iz ene radosti, iz enega veselja, pa so tudi naši rezultati temu primerni. No in ta posnetek je tudi eno tako pomagalo, da dalj časa ohranjamo to dobro vibro. Zdaj pa odgovor na vprašanje, zakaj Tomaž ni prebral knjige. Tega ne vem, čeprav ima kar dobro samo podobno. Tomaž tega ni prebral, zato ker ni mogel prebrati. Zato, ker tole ni, da človek prebere. Zato, ker je to tako, da moraš ti odpreti in pol imaš nalogo in piše, ne vem, recimo, pogodba. Pogodba, ki jo sklenem sam s sabo. Ali ko imamo mi poslovni dogovor in podpišemo pogodbo, a se držimo tega? Pogodba, sem napisala. Evo ti roka. Ne, roka tako, ali kaj že bilo. In tukaj noter podpišem pogodbo sama s sabo. Ja, odločila sem se, da bom nekaj naredila zase, da se bom imela bolj rada, da se bom bolj cenila, da bom čutila ali pa čutil svojo vrednost. Zakaj? Ker če jo bom jaz čutila znotraj sebe, bom lahko napisala nova navodila za uporabo in bom dala drugim ljudem in drugi ljudje bodo ta nova navodila prebrali in se bodo tako obnašali do mene. Pa naj bo to v mojih odnosih ali pa v mojem poslu. Ali bom jaz pritegnila take stranke, ki jim bom izstavila račun, pa bo rok plačila mim, pa bom si mislila, dobro, da je še 14 dni, ne jim še bo, pa bom pa klicala, pa nerodni mi bo, ker bom klicala za svoj denar, Ja, una faktura, no vse oprostite, da težim, ampak a boste kaj plačali v račun? Ja, bomo, no, sej, Jo, ne, sej oprostite, no, mislim, sam res bi mogoče malo rabla, In te pol nateguje naslednje pol leta in ti ne plača tega računa. A hočemo take stranke imeti? Ne nočemo, jaz jih nočem. In jaz svojim strankam dam tudi navodila za uporabo. In moje stranke meni plačajo račun takoj. Ali me pa pokličejo in se mi globoko upravičijo, da ne bodo na rok. Ampak, a lahko čez en teden? Lahko. In to deluje. No in Tomaž ni prebral knjige, tudi, zato, ker je ta knjiga narejena iz en cel kup takih nalog. In med drugim je tudi telovadba odzad. Tomaž, do tega še prideš? Nisem še In tole zgleda tenka knjigca, ampak v njej je veliko let mojega življenja. Od vseh in mnogih stvari, ki sem jih poskusila, pa šla na delance, pa prebrala, pa na terapijo hodila, pa naredila potem tudi eno licenco za Dream Builder coacha in tako naprej.
Vse te stvari sem malo poenostavila, zato, da so dostopne in zato, da pomagajo narediti tista prvi korak, le jaz hočem nekaj spremeniti v svojem življenju. Kaj je rekel Einstein? Noro bi bilo pričakovati drugačen rezultat, če stvar delaš vedno na enim isti način. Ja, juhu, če bom cel življenje sam jaz peril, dajala pred, pa kosil kuhala, pa pol še pospravila posodo, pa če bom sam jaz kosil cele dneve, pa denar služil, baba si pa nohte lakirala, ne? Ja. Prvi korak je najtežji, to je dejstvo. Ampak jaz mislim, da danes boste slišali toliko enih spodbudnih stvari in toliko enih ključev in rešitev, s katerimi je lahko ta korak narediti. Poleg tega smo v bistvu vsi ti, ki smo danes tukaj na nek način, se pojavljamo tudi v vlogi coachov in zato bi zdaj pa čist za konc, zares, vam rada sam še 2 besedi še o programu. Namreč, enim knjiga ni dost, zato ker rabijo enega, da je zraven, pa da jih skozi malo, ne, se veste, kaj mislim. In zato sem na podlagi tega Dream Builder programa, ki mogoče ste že slišali za njega. Dream Builder program pomeni v 3 mesecih, kako lahko pridem do svojih sanj, da uresničim svoje sanje. In jaz sem trener tudi za ta program in sem na podlagi tega naredila program, ki je prav za samo podobo, zato, da krepim občutek svoje lastne vrednosti, da se zavem tega, kako sem jaz vredna, da smo vsi isto vredni, da moji otroci niso več vredni kot jaz. 3 mesece traja, vsak teden vam pošiljam predavanja, audio, da jih lahko tudi v avtu poslušate, delovne zvezke, še dodatne od knjigi, srečanja preko interneta, delavnice v živo, individualni razgovor. Skratka, ni nobenega izgovora več, da rečeš, ja, Janša je kriv, a ne Jankovič, a ne Kučan, noben ni kriv. Ampak jaz se odločim, ali se pa ne odločim. Zdajle, po tem mojem izvajanju bo ena zelo kratka pauza, tako da vas bom povabila tamle, ni glih štang, no, pač misca, kjer si boste lahko knjigo ogledali v živo. Mogoče bi se kdo prijavil za 15-20 minut brezplačnega razgovora na temo tegale programa. In še eno posebno darilce sem danes za vas pripravila, ki ga ne, drugače dobijo vsi, a ne? Ampak sam taki posebni, ki ste videli. Zdaj veste, da ste posebni, a ne? Ja, in tako. In sicer je to eno tako ogledalce, ki piše na njem, moja samopodoba je moja odločitev. Zato, da si boste vsak dan čist mimogrede lahko rekli, koliko sem pa jaz fajn, koliko sem pa jaz eno sposobno, lepo, čudovito bitje, eno bitje luči, ki mi pripada, obilje, ki mi pripada do denarja, da se ne zeza s temi položnicami kar naprej, ki mi pripada en lep odnos, ki mi pripadajo ful pridni otroci, ki mi pripada to, kar v resnici mi pripada, pa jaz sploh ne verjamem, da ni. In še posebej zato sem ful vesela, da vas je toliko danes tukaj zato, ker sem jaz, rečem, da ste vi jaz, nisem verjela v to, da tudi meni pripada imeti lep odnos, ker sem mislila, da, ne vem kaj, da si ga ne zaslužim in da nisem dovolj dobra. In danes sem vesela, da vam lahko rečem, da imam lep odnos, da imam fanta, dobro sliši, ki me spoštuje,
tako kot sem in ki me ima rad tudi, kadar sem sitna, čeprav jaz itak nisem. To polni lunina. A? To polni lunina. A je jaz to? Vsi smo kdaj sitni in pravico imamo, da smo sitni, ampak ne bo ta naša sitnoba zelo kratka, ker komu delamo škodo takrat, ko smo mi sitni? Samo sebi. In zato ne bo, ne samo tale dan, ampak ne bo naša življenja bolj nasmejana. Ne bo v naših življenjih več radosti in več res tega zavedanja, da mi pripada to, da rečem, ne da je življenje matranje pa trpljenje, kar smo poslušali naše starše tudi, življenje pa en mater. Ne, ni. Ampak šele, ko se zavedaš tega, da imam pravico živeti lepo, da mi pripada vse obilje, glejte, koliko je obilje okoli, koliko je denarja po svetu. Zakaj ga ima samo 3%? Ne? Zato, ker oni vejo, da njim pripada. Mi se moramo pa to še malo naučiti. Dajmo se učiti tudi tega. In en ful dober dan vam želim. Hvala, ker ste me poslušali. Pa pridite si pogledati mojo knjigico tam, da vam zdaj. Hvala.